Američani so malo posebni vozniki. Vse je treba zelo dobro definirati, pravila morajo biti jasna. Recimo tudi na stranskih vzvratnih ogledalcih je napisano, da so lahko objekti oziroma avtomobili bližje, kot izgledajo, ko pogledaš v ogledalo. No, tako napredni so. In oni že nekaj časa, vsaj na nekaterih zveznih državah, uporabljajo pravilo, da lahko pri rdeči luči zaviješ desno, če ni nikogar na cesti. In to zdaj probavajo tudi naši sosedje Avstrijci. Kaj pravzaprav počnejo? Rdeča luč, na semaforju stojiš, križišče je, pogledaš na levo stran, če nikogar ni, lahko zaviješ desno. To ne pomeni to, kar v Sloveniji pogosto vidimo, da lahko greš naravnost v rdečo ali malo podaljšano rumeno ali rahlo rdečo. Ne. Ali oranžno. Oranžno. Ne. Pogledaš levo, če nikogar ni, lahko zaviješ desno. S tem se seveda prometni tok poveča in pretočnost v križiščih je lahko večja. Smo tega sposobni? To vas sprašujemo na MMC-ju. Pojdimo najprej k robotaksijem. Google Waymo ima še enega partnerja. Sodelovanje s Fiatom Chryslerjem in Jaguar Land Roverjem je razširil še zvezo Renault Nissan Mitsubishi. Sicer pa Waymo sporoča, da načrtuje gradnjo svoje lastne tovarne v Detroitu, v njej bo avtomobile svojih partnerjev opremljal z lidarji, kamerami, radarji in drugo tehnologijo za samovozeče taksije. Naj spomnimo, v Phoenixu v Arizoni Waymo že komercialno ponuja svoje robotizirane taksi storitve, torej izbranci se že lahko peljejo v povsem samovozečih taksijih, v katerih pa se za vsak primer vozi tudi še pogosto zelo zdolgočaseni voznik. Ako smo že pri samovozečih avtih, v mestih prihodnosti bo verjetno velika prometna zmešnjava. Tako pravi Adam Millard-Ball, ki je v reviji Science Direct objavil znanstveno raziskavo, v kateri dokazuje, da se bodo samovozeči avti praktično ves čas vozili naokoli. Preprosto zato, ker bo ceneje, da se vozijo, kot pa da parkirajo. A k sreči imamo še vsaj nekaj let, da mesta prilagodimo tem pametnim vozilom. Pot do njihove množične uporabe je še dolgotrajna, so pa stopničke vse bolj jasne. Najbližje kaže na primer tudi novi Volkswagen Passat. Predstavili ga bodo na salonu v Ženevi. Ponujal bo namreč sistem Travel Assist. Gre za sistem, ki bo avto med vožnjo po avtocestah samodejno krmilil ter pospeševal in zaviral. Na vrsti je elektromobilnost. Electrify America podjetje, ki je pred nekaj dnevi poskrbelo za enodneven električni mrk električnih avtomobilov v Ameriki, tokrat nastopa v bolj pozitivni novici. Svoje polnilnice bodo namreč dopolnili s Teslinimi baterijami, ki bodo zniževale stroške zagotavljanja elektrike. In ko smo pri baterijah, Toyotini vezavi na Panasonic zdaj sledi Teslin nakup proizvajalca baterij Maxwell. In ko smo pri Tesli, ta Muskova blagovna znamka se pojavlja v povezavi z Mercedes-Benzom. Musk je namreč novembra tweetnil, da bi rad sodeloval z Nemci, zdaj pa je Daimlerjev Dieter Zetsche potrdil, da so res v pogovorih glede električnega sprinterja. A kakorkoli, Mercedes-Benz že sam pripravlja električni kombi, tokrat na osnovi manjšega V-ja. Skoraj serijsko verzijo bodo pokazali kmalu, v Ženevi. Sicer pa so V-ja pravkar prenovili. Evolucija pa je prinesla 9-stopenjski samodejni menjalnik in asistenčne sisteme iz razreda S. Zadržimo se še malo pri elektriki. Otroci so se vedno navduševali nad športnimi avti, a prihajajo električne generacije, ki do brnenja bokserjev nimajo enakega odnosa. Da bi Porsche ohranil svoj čar tudi v električni dobi, se približuje otrokom tako, da z novim električnim Taycanom nastopa v risanki Playmobil, ki v kinematografe prihaja avgusta. Letala lahko z vožnjo skozi oblake povečajo možnost padavin za 10%. To so ugotovili na Univerzi v Helsinkih, kjer so na radarskih slikah opažali tanke črte območja močnejšega deževja, za katere se je izkazalo, da sovpadajo z lokacijo letal v zraku. Nadzvočno hitro pa bo oblake rezal novodobni Concorde. Potniški rekreativec, ki ga skupaj snujeta Boeing in Aerion. Prvič naj bi poletel leta 2023, seveda pa ne pričakujte, da boste lahko kupili vozovnico ekonomskega razreda. Pa dajmo še nekaj kolesarskih. Nekdanji McLarenov oblikovalec Richard Thorpe je za podjetje GoCycle zasnoval že drugo ultralahko zložljivo električno kolo. Seveda primerno za zadnji kilometer. Aluminijast okvir skriva baterijo, ki vozilce požene do maksimalnih 25 dovoljenih kilometrov na uro. Prav nevarnosti zaradi hitrosti, ki jih dosegajo ta urbana vozilca na elektriko, pa vznemirjajo Nizozemce.
Kot poroča nizozemski RTL, še vedno močno odmeva nesreča, v kateri se je v nekakšnem vozičku, ki mu pravijo stint, prevrnila vzgojiteljica z 12 otroki. Ker pa je vsaka tretja kolesarska nesreča povezana z nenakazanjem smeri, bi nas morala zanimati ta inovacija. Nemško podjetje Zaratrusta predstavlja smerokaze za kolesa in to takšne, ki so jih zasnovali s pogledovanjem k Audiju A8. In katera znamka ima najbolj prestižen avtomobil? Alfa Romeo. Gre za čudovito Berlinetto 8C iz leta 1937, ki jo osvojila že žirijo lanske razstave na kalifornijskem Pebble Beachu. Tokrat pa je navdušila tudi hotelirje verige Peninsula. Pa še k Saabu. Saab je pred leti, kot vemo, v bolečinah zaprl svoja vrata. Ta znamka, ki je v avtomobilskem svetu res predstavljala nekaj posebnega, pa tudi med samimi Švedi pomenila bistveno bolj avantgardno znamko v primerjavi z Volvom, je od takrat, ko je zaprla vrata, iskala novega lastnika. Podajali so si vrata sami taki, ki bi verjetno želeli nekaj s Saabom narediti, ampak niso imeli dovolj denarja. No, zdaj se je pojavil kitajski lastnik, ki očitno z denarjem nima težav, ima tudi velike želje po električnih avtomobilih, saj je prav tako vložil veliko denarja v Faraday Future. To je še ena od startupovskih električnih znamk, ki napada Teslo, vendar bistveno bolj žalostno, njihov direktor je praktično pobegnil čez noč. Bomo videli, kaj bo naredil kitajski lastnik z ameriškim Faraday Future in kaj bo naredil z Saabom. Upanja so velika.